Kaj se trenutno dogaja na področju insolvenčne zakonodaje? Trenutno prihaja do ene spet nove spremembe, ki bi se morala zgoditi v bistvu že v začetku leta 2011, tako da smo s sprejemom te novele zakona o finančnem poslovanju in prisilnem prenehanju že malce v zamudi. Gospodarska zbornica v večini podpira sprejete ukrepe, ki se uvajajo s to novo zakonodajo. Sigurno pa to ni dovolj. Menimo, da bo potrebno narediti na tem segmentu še kar velik korak naprej v smislu neke sistemske razdolžitve, iskanja rešitev, predvsem za čas pred insolventnostjo. Na tem segmentu ta zakon ureditve ni spremenil, menimo pa seveda, da je to eno izmed najbolj težavnih in perečih problemov, ki trenutno nekako ovirajo hitrejše poplačilo upnikov v gospodarskih zadevah oziroma ko prihaja seveda do težav z financiranjem in tako naprej. Trenutne rešitve se recimo dotikajo večje transparentnosti pri poslovanju upraviteljev, stečajnih upraviteljev prisilnih poravnav. Uvaja se tudi nekako mala prisilna poravnava, ki bo praviloma cenejša, hitrejša. Sigurno je to dobrodošlo predvsem za male subjekte, torej za samostojne podjetnike in pa za mikropodjetja. Dobra lastnost tega predloga je tudi seveda možnost hitrejšega poplačila upnikov, gledano z vidika poplačila oziroma prodaje nepremičnin. Tu se uvaja neka nova oblika javne dražbe, za katero ocenjujemo, da bo bistveno pohitrila te postopke prodaje. Seveda se uvaja tudi nekatere večje pristojnosti upniškega odbora. V zvezi s tem so bile v preteklosti težave, sedaj po novem bodo lahko samostojno razrešili stečajnega upravitelja, s katerim so nezadovoljni, seveda v pogoju, da bodo hkrati imenovali novega. Spreminja se tudi recimo temu nekaj več pooblastil se daje vplačnikom novih delnic in daje se tudi seveda možnost konverzije terjatev v lastniške deleže. Na ta način nekako vstopajo novi upniki oziroma ti upniki v lastniško strukturo prezadolženega podjetja. Kot sem pa že povedal, mi vidimo usmeritev za v bodoče in to mora biti seveda takoj naslednji korak, da se pristopi torej k temu začetnemu delu, ko težave šele nastanejo oziroma grozijo težave v zvezi z insolventnostjo, se pravi določitev trenutka insolventnosti, odgovornost poslovodstva v zvezi s tem in na drugi strani dati neko možnost recimo temu z nekim sodniškim oziroma z nekim moratorijem pod nadzorom sodišč, kako omogočiti hitro, enostavno in tudi učinkovito prestrukturiranje, preden v bistvu pride še do težav z insolventnostjo oziroma preden gre podjetje v stečaj. Tu je seveda velik naslednji korak, o tem se že pogovarjamo tudi z Ministrstvom za pravosodje in upamo seveda na čim prejšnje rešitve.